pozdravljeni v naši zdravstveni oddaji. Z nami je tudi nocoj gospa Herta Kosmina, strokovna svetovalka pri podjetju Biovis. Dober večer, lepo pozdravljeni. Nocoj bomo govorili o ožilju. Naj povem, da lahko tudi vsi pokličete v našo oddajo na telefonsko številko 03 490 02 22 in seveda poveste, kakšne so vaše težave, imate kakšne težave mogoče, bova z gospo Herto z veseljem odgovorili. Naj povemo še tudi to, da kdor bo prvi poklical v nocojšnjo oddajo in postavil vprašanje, dobi izdelek Q10 Selen podjetja Biovis brezplačno. Torej vsak, ki bo prvi poklical, mu podarimo. Odločili smo se kar vsem, ker vsem bomo dali, tudi tisti, ki bojo kasneje klicali. Dobro. Ne glede na to, da ne bomo zdaj štartali, maraton so zaključili. Dobro. Torej lahko pokličete na našo telefonsko številko in vprašate. Gospa Herta, povejte mi, še vedno veliko ljudi tudi v današnjem svetu umre zaradi obolenj srca in ožilja, ne? Ja, v celem svetu, tudi v Sloveniji, imamo precej veliko smrtnost zaradi teh obolenj srca in ožilja. Videli boste tudi tabelo, ki prikazuje smrtnost, sploh nekako tam od 50 let naprej, imamo veliko večjo verjetnost, da dobimo kakšne probleme z ožiljem. Ženske pravijo, da smo nekako zavarovane, dokler imamo to menstruacijo, po menopavzi pa se kar nekako izenačimo z moškimi, na žalost. Vendar zdaj, glede na vse te kontracepcije, ki se uporabljajo, smo tudi v obdobju že menstruacije, ker pač teh menstruacij praktično imamo, precej izenačene z moškimi. Tako da, nažalost, je velik procent smrtnosti tudi iz tega naslova. Še več je pa, obolenj, ki nas potem spremljajo do konca življenja. In na kaj bi rekli, da ljudje večinoma pomislijo, ko je govora o samem ožilju? Kadar govorimo z ljudmi o ožilju, največkrat slišimo, saj sem bil na slikanju vratnih žil, so rekli, da so kar dobro prehodne, ali pa se pogledajo, saj veste, imam kakšne kapilare in tako, ampak ni hudega. Ampak, če bi mi sešteli vso to dolžino našega ožilja, kapilar, vene, arterije, vse, kar imamo v našem čudežnem organizmu, če tako rečemo, je to 150 000 kilometrov ožilja. In v bistvu mi moramo poskrbeti za kompletno to ožilje. Ne gre to, da bi zdaj, mi si nataknemo ene kompresijske nogavice in smo poskrbeli. Mi imamo ožilje praktično povsod, od možganov, oči, kjerkoli pomislimo, vsak najmanjši predelček našega organizma mora ožilje preskrbeti. Zdaj, kar se tiče samih arterij, ven, to je pretok izjemno precej hiter, tudi krvi. Najnižji pretoki imajo kapilare v teh celicah, ker tam se pač izmenjuje hrana, ta, ki prihaja komaj v celico, in kisik, ki prihaja v celico, in potem iz te celice te kapilarce spet ponovno odnesejo odpadne snovi iz hrane, tisto, kar je organizem že porabil, pa CO2. Tako da vse najmanjši delec v našem telesu mora biti preskrbljen z kisikom, hrano, vsem skupaj. In če to ni tako, kot bi moralo biti, potem pač se mi nekako zastrupljamo. Te snovi zaostajajo v naših celicah in to se prične kot vnetni procesi, pa tudi organi ne delujejo tako, kot bi morali, in nimajo toliko kisika, kot bi morali, in iz tega izhajajo praktično potem lahko vsa druga obolenja tudi, če tako pogledamo. Iz česa pa kako so pravzaprav sestavljene te naše žile?
da tako dobro in toliko časa upravljajo. Ja, tako lahko čudovito delujejo. Zelo zahtevno nalogo. Ja, res je. Ožilje je samo nekako sestavljeno iz 3 slojev. Sploh te glavne žile, razen kapilar, bo vse iz 3 slojev. To imamo ta endoteli, to je notranja stena ožilja, ki mora biti dokaj, prehodna, da lahko lepo zdrsne kri. Potem imate to mehko tkivo okrog tega endotelija in potem imate še mehka mišica in potem še vezivno tkivo, ki drži vse skupaj. To vezivno tkivo je tudi izjemno pomembno, da je dovolj prožno, kajti tudi ono konec koncev sodeluje pri poteku in porivanju, če tako rečemo, te krvi skozi naš organizem. Izjemno, tako kot sem rekla, je ta različna hitrost, tista, ki je v arterijah in venah, pa tudi vse do kapilar. Potem imamo pa to dovajanje snovi, preskrbljenost organizma in vse te stvari, ki potekajo po teh čudovitem ožilju, po tej čudoviti avtocesti v našem organizmu. In kaj pa pravzaprav vpliva na to, da to naše ožilje ostane prožno in čisto, bomo rekli? Ja, na žalost ali pa na veselje, kakorkoli vzamemo, imajo velik vpliv geni. Mi, ko se srečujemo na terenu, velikokrat rečemo, že recimo pri mladih se nekako pokaže koeficient nedovolj prožnosti ožilja in te stvari in največ njih odgovori, ja, saj ima moja mama, moja babica in tako naprej. Tako da geni so velik del tega, vendar bomo rekli, tudi tam je treba samo več narediti v tej smeri. Jaz zmeraj rečem tako, tisto, kar imamo v genih, moramo več narediti v tej smeri, da se bo stanje ali izboljšalo, ali pa vsaj pomaknilo v starejše obdobje. Potem imate ta način življenja, ki ga vsakodnevno živimo. Ali se pravilno prehranjujemo, ali se dovolj gibamo. Tukaj je izjemno pomembno, da uživamo veliko vlaknin, veliko zelenja, veliko sadja, veliko nenasičenih maščobnih kislin, če želimo tako ribe, oreščki, pa te stvari. Gibanje vsakodnevno, ne moremo tukaj enkrat na teden nekaj, potem ni spet nič, pa tako naprej. In da vnesemo resnično veliko antioksidantov. Tukaj so izjemno pomembni C-vitamin, E-vitamin, vse te stvari, ki pomagajo za to, da se ohranja ožilje čim bolj mladostno, zato pa reče, recimo, E-vitamin je vitamin mladosti, ker pač nekako ohranja prožnost ožilja, prožnost tudi kože, konec koncev. Izjemno je povezana koža, ožilje, vezivno tkivo sklepov, vse to se vidi, nekako pravijo, tako tisto, kar vidite od zunaj, je potem tudi od znotraj slika približno enaka. Torej, bi lahko rekli, da se na ožilju odraža vse tisto, o čemer smo že govorili v naših oddajah, holesterol, sladkor in tako dalje. Ja, no, tiste oddaje, ki smo jih imeli že z dr. Majičem, veliko se odraža. Moramo pač poskrbeti, da so naša jetra čista, da naš holesterol ne oksidira, da se potem po tej varianti tudi ne nabere na ožilje, da skrbimo, da imamo dokaj urejen krvni tlak. Sladkor je sigurno eden prvih sovražnikov našega ožilja, sploh kar se tiče kapilar, teh mikrocirkulacije in vsega tega. Pravijo, da smo mi stari toliko, kot je naše ožilje. In če skrbimo dobro za naše ožilje, potem bo recimo, ne vem, pri 60 letih bomo imeli ožilje 50-letnika. Potem pomeni, da bomo mlajši, kot bo tisti datum na naši osebni izkaznici. Vendar je pa to tako, moramo skrbeti resnično konstantno. Zdaj se pojavljajo veliko operacij za ožilje. Imate recimo 30 let staro žensko,
pride k nam na pregled in tam se jasno pokaže, da prožnost ožilja ni taka, kot bi mogla biti. In potem reče, ja, veste, sem bila že na operacije, ne? Ene noge, so mi operirali žilo, so mi pobrali ven in tako naprej. Ne? In potem vprašate, ja, in kaj ste naredila potem za tiste žile, ki so prevzele tisto funkcijo? Ja, saj nosim, veste, kompresijsko nogavico, so mi rekli, da moram nositi redno, ne. In koliko hodite na dan? Ja, veste, mi ne uspe, ne. Ne, to je v bistvu stvar navade. To ni, da ne uspe, ampak to je stvar navade, ne. Če si mi eno navado pridobimo, potem, ne vem, zvečer raje, ko bomo šli pol ure prej spat ali pa se usedli na kavč, bomo šli hoditi pol ure, zato ker vemo, da je to tisto, kar moramo narediti, ne. Konec koncev pa enkrat sem jaz debatirala z enim srčnim kirurgom in on je rekel tako, ne, sej vi lahko operirate ožilje, ne, samo potem, ko bomo mi imeli pa za narediti bypasse, je rekel, pa vprašanje, kje bomo zdaj žilo dobili, ne, ker če pride do tega, potem žile ponavadi vzamejo na nogah, ne. Tako da vse karkoli, če je pač resnično hudo, boleče in tako naprej, pač je potrebno iti na operacijo, ne, nimamo kaj variante, ali pa če je preveč odebeljena žila, da je resnično že nevarna za kakšne strdke, ampak potem se je treba zavedati, da je treba spremeniti način življenja, ker drugače bo čez par let, recimo, ne vem, če so operirani pri 30 letih, pri 40 letih bojo druge žile ravno take in ne bo več kaj operirati, ne. Spremeniti je potrebno način življenja, v bistvu način življenja, če tako pogledamo, ne. Veliko se govori tudi o aterosklerozi. Kako ta v bistvu sploh nastane? Nastane pod tistem sistemom, kot smo prej povedali, ne, v bistvu oksidiranega holesterola in snovi, ki se nabirajo na ožilje. Zdaj, to se nabira nekaj časa, potem naš organizem nekako želi to izločiti iz krvnega obtoka in nekako založi, nekaj praktično kalcinira te odpadne snovi na ožilju in žila postane toga, ne. Zdaj, niti ni nevarno, dokler ne ta plak poči, kot mu rečejo, ne, to so ti krvni strdki, krvni plaki in potem, ko to poči, potem pač pride do tega, da ta odpadni material pride v stik z svežo krvjo in pride do tvorbe novih krvnih strdkov in takrat ta krvni strdek pa ne vemo, kje konča, ne, lahko v možganih, srcu, pljučih, kjerkoli je, lahko tudi življenjsko nevarno, ne. Potem imamo pa še takrat, kadar se ta kalcinacija ustvari tudi nekako na teh venskih zaklopkah, ne, to so tudi v nogah. In kri, namesto da bi se ta izkoriščena kri, ki ima samo še ogljikov dioksid, vseboj pa odpadne snovi, namesto da bi se vrnila spet v srce, v prebavni trakt, v jetra, da bi se prečistila, se zaradi te mlahave, bomo rekla, zaklopke, vrne ponovno dol v noge, ne? In mi imamo v bistvu, bomo rekla, namesto da bi se vrnila v noge obohatena kri s kisikom, s hrano, vsem tam, se ponovno vrne tista, ki nima nič v sebi, ne? In potem avtomatsko mi dobimo to slabo cirkulacijo, noge so problematične in tako naprej, ne? Tako da je tukaj kar velik problem in potem govorimo o tem kroničnem venskem popuščanju. In tam je potem problem, da se zaradi slabe cirkulacije lahko ustvarijo tudi, ljudje rečejo, imam rano na nogi, ne, to so ti ulkosi, razjede, ker enostavno noga ne dobi dovolj kisika, prekrvavitev ni prava, hrane ni prave in potem se odpre rana na nogi zaradi tega velikega pritiska v nogah, ki ga imamo, ne. In to je največkrat vzrok nekla slabe cirkulacije, slabe prekrvavitve. Tako da kadarkoli zdravimo te razjede, ulkuse in tako naprej, moramo veliko narediti na cirkulacije, ker če ne bo prišlo do prave cirkulacije, bomo to težko zdravili. Ne, še tako se zdravi to, ne vem, pol leto ali pa ne vem koliko mesecev, ne. Tako da je to kar kritično.
najslabšem primeru vam lahko pride celo do amputacije, ne, če pride do zastrupitve pa tako naprej. Ne. Govorili sva že o tem, da je pač potrebno spremeniti celoten način življenja. Kakšne pa so pravzaprav te navade, ki zelo, bomo rekli, negativno vplivajo na samoožilje? To so bolj razvade, ne, bomo rekli. Ne. Ja, najhujše je sigurno kajenje. Ne. Kajenje je tisto, ki dobesedno vidno vpliva na ožilje, ker oksidira holesterol, nekaj, imamo manjši prenos kisika zaradi kajenja, imate veliko vnos tudi pesticidov, konec koncev. Ne. Tako da to je eden izmed slabih razvad, to je ena izmed slabih razvad. Drugo, ki jo imamo Slovenci, je pa nažalost tudi alkohol. Ne. Zdaj zdravniki pravijo, da bi bilo izjemno dobrodošlo, da bi mi nekako unesli 2 deci, jaz bom rekla kar terana, ne, ko sem skrasa za ožilje, za moške, pa deci nekako dnevno za ženske. Ne bi bilo to rdeče vino, ne, mi rečemo črno. No. Drugače se pa nažalost kar visoko na evropski lestvici pomikamo tudi glede alkohola. Ne. Tako da tista razvada bi bila dobra, da jo tudi zmanjšamo ali pa da jo nekako tisto. Potem je tukaj kava, ne. Nažalost je tudi kava precejšnja, zdaj dobro, če so to 2 kavi na dan, to ni nekako, ampak nekateri kar preveč pretiravajo, s tem, da potem še ni vnosa tekočine. Ker moramo vedeti, da je kava diuretik in jasno, če spijemo kavo, potem moramo še 2 deci vode zraven, zato jo tudi postavijo zraven, ne? Ker vsaka kava nekako 2 deci vode nam, rekla, ščisti iz telesa. Ne? Pa sladkor, ne? Sladkor je tudi tisti, ki je nezaželjen pri tem ožilju, pri obolenjih ožilja. Potem posledično lahko povzroča tudi povišano sladkorno obolenje, tudi pa bela moka, ne? Sladkor pa bela moka skupaj. In avtomatsko smo že povedali, da je sladkorno obolenje eno izmed tistih, ki je izjemno škodljivo za ožilje. Ne? Kako pa mi pravzaprav občutimo, razen seveda, če izvzamemo videz, da imamo težave z ožiljem? To je kar veliko problemov, ki jih mogoče včasih niti ne pripišemo ožilju. Eden takih, ki jih nekako poznamo, so recimo mrzle noge, ne, ker rečejo, konstantno me zebe v noge, lahko tudi v roke. Neka. Potem imate ljudi, ki zvečer, ko gredo spat, ko se pa v posli ugrejejo, jih pa noge dobesedno pečejo. To je tipično, pa si vseeno mislijo, ne, ja, sej me ne zebe, ne, ampak jih v bistvu pečejo noge, ker pomeni, da vseeno kri ne cirkulira. Ne. Potem imate težke noge, rečejo. Ne. Jo, imam tako težke noge, da jih ravno kar premikam, kot da bi imela svinc na njih. Ne. Potem tiste kapilare, tisto se že malo vidi, ne. Potem imate pa stvari, ki niso ravno vezane na noge. Ne, to imate recimo dlesni, imate oči, ne, recimo lahko se vam zgodi, da kihnete pa da poči žilca v očesu. Ne. To pravijo, da je tako, da je že krik pri teh problemih z ožiljem, zato ker lahko bi počela žilca ravno tako v možganih, ne, samo videli je ne bi, ne, ko jo vidimo v očeh pa joj, ne, neka panika. Ne. Tako da to je tudi tisto. Ne. In še en znak je taki, sploh pri starejših ljudeh pride, da se recimo malo udarijo. Ne. Grejo po stanovanju, pa se malo udarijo, pa niti ne vedo, da so se v bistvu udarili, niti jih ni zabolelo, niti nič. Ne. Ampak, ko se pogledajo čez nekaj časa, modrica, ne, na tistem delu, tako pomeni, da v bistvu so bile kapilare tako nekako krhke, da so kar počele v tistem majhnem dotiku, ne, ker mogoče za enega, ki se bi udaril še bolj močno, pa ne bi to nič pomenilo. Ne.
Moramo pa paziti, ne. Zanimivo je, recimo tudi vas se zdaj vidim, ne, zmeri damo noge križem, ne. In imamo ljudi, recimo tako, ki rečejo, aha, zdaj se pa lahko umirite, ne, evo, in noge križem, ne. Namesto, da bi dali noge v neka dol, ker na tak način omejujemo pretok krvi pod koleni, ne, je neka izjemno pomembno, kako se zavedamo načina življenja. Ja, res je. To je res način življenja. Evo, jaz sem že popravila noge. Midve bova pa zdaj pogledale na kratke oglase. Naj povem, da lahko vsi pokličete v oddajo na številko 03 490 0222 in postavite vprašanje. Vsak pa, ki bo poklical, pa dobi izdelek Q10 Selen. Torej, se vidimo čez nekaj trenutkov. Dober večer, lepo pozdravljeni nazaj v najini družbi. Gospa Herta Kosmina je z mano. Govoriva o ožilju nocoj, torej, če ima kdorkoli kakršnakoli vprašanja, težave, naj pokliče. Dosegljivi smo na telefonsko številko 03 490 0222. Vsak, ki pa bo poklical, pa mu podjetje Biovis podarja izdelek Q10 Selen, ki bo zelo pripomogel, kaj ne? Torej, govorili sva o navadah oziroma razvadah, govorili sva o znakih, ki se lahko pojavljajo ob morebitnih težavah ožilja. Ne moreva pa mimo tega, da poveva, da ima velik vpliv tudi sam stres, a ne, na ožilje. Stres vsekakor, ne. Stres praktično vpliva na kompleten naš organizem. Stres nas zakrči mišice, prebavni trakt, ožilje, tako da resnično ima velik vpliv stres, ne. Tako da tudi stres smo obdelali že v eni prejšnjih oddaji, tako da tisti, ki vedo, da imajo problem pri ožilju zaradi stresa, vsekakor bomo svetovali jim relaks, ne. Ampak treba se je nekako zorganizirati, da je več gibanja, pa potem tudi, da se nekako izognemo temu stresu, ne. Torej, rekli smo, gibanje ste sedaj omenili. Katera je pa mogoče tista hrana, ki lahko dobrodejno deluje na naše ožilje? Vsekakor smo tudi prej že nekaj omenili, nenasičene maščobne kisline, ne, to so recimo omega-3 ribe, lahko so tudi nenasičene maščobne kisline rastlinskega izvora, recimo tako kot je svetlinovo olje. Potem imate razne vlaknine, pa tudi začimbe, ki delujejo protivnetno pri ožilju, ne. Tako da veliko vsebnost C-vitamina, kot smo prej rekli, pa E-vitamin kot vitamin mladosti je izjemno pomemben pri ožilju, ne. Tudi olje groznih pešk, ki imamo tudi v tem preparatu, je izjemno pomembno prav za mikrocirkulacijo, ne. Mama pa midve zdajle en klic. Dober večer, kdo je poklical? Halo? Halo, se slišimo? Dober večer, pozdravljeni. Povejte, kaj vas zanima? Marinša Kristina. Jaz bi imela eno vprašanje. Povejte. Ja, kar povejte. Za moža. Mož ima zelo mrzle roke, vedno. Zdaj, posebno pa zdaj, ko bo začelo hladno. Zdaj, kaj bi bil vzrok ali pa, če bi se dalo s kakšno stvarjo pomagati? Dobro, bomo odgovorili. Dobite tudi naš izdelek. Mogoče ima gospod tudi kakšne probleme, drugačne zdravstvene? Ne, nima nič kakšnih posebnih problemov, no, mislim, žile ima na nogah, mislim, take povečene vene, no. Samo roke ima pa zelo mrzle. No, super. Bomo poskušali odgovoriti, gospa. Bomo odgovorili na vprašanje, dobite tudi izdelek. Hvala za vaš klic. Ostanite na vezi, da vam bojo vzeli naslov, ne, gospa? Podatke, da boste dobili izdelek. Hvala lepa. Vi pa poslušajte odgovor. Hvala lepa. Ja, hvala vam, lahko noč. Lahko noč.
Kot smo prej omenili, vse, kar se tiče mrzle roke, mrzle noge ali pekoče, ne, to pomeni zmeri slaba prekrvavljenost določenih udov in potem je tako naš organizem zmeri zaščiti tiste notranje dele in če nima dovolj energije, potem praktično on, če tako rečemo, tisto, kar je preveč in kar ne uspe, zapusti kri. Ne? To je isto recimo tudi, kar se tiče pri teh, kadar zmrznejo pa omrznejo, zaradi tega, ker pač ustavi cirkulacijo na naših okončinah. In tukaj je potrebno resnično spodbuditi cirkulacijo v kompletnem organizmu. Gospej bi svetovala, da ostane do kraja, da ji bomo razložili tudi glede preparatov. Je pa tudi obvezno gibanje, kot smo že prej rekli. Ne? Tako. No, če smo že tam, česen recimo je eden izmed izjemno pomembnih začimb v naši prehrani. Samo nažalost je to tako, da ga praktično težko damo toliko v hrano, da bi vseeno to bilo prav resnično efektivno. To olja, kot smo rekli, pa veliko vitaminov, mineralov, tudi to je izjemno pomembno. Ne? Torej, kar veliko ljudi že danes jemlje različna zdravila za aritmijo srca, tudi za pešanje srčne mišice, proti holesterolu, proti povišanemu krvnemu tlaku, teh zdravil je že ogromno. Kako pa bi lahko mogoče pri teh ljudeh naredili še kakšen napredek? Še vedno imajo veliko šanso, da svoje življenje spremenijo. Jemljajo zdravila, vendar morajo vseeno vzpostaviti en pravilni življenjski slog, kar pomeni, da se morajo dovolj gibati, da morajo uživati pravilno hrano, da morajo vnesti dovolj tekočine. Vsi ti ljudje, ki pa jemljajo že določena zdravila, kot ste rekla, imajo ponavadi izjemno nizko raven koencima v telesu, ker praktično ta zdravila znižujejo še ta koencim v telesu. Ne? In zaradi tega, recimo, če bi bili oni v kakšnih bolj razvitih državah Evrope, bi zraven recepta za zdravila, ki jih jemljajo, dobili ponavadi še recept za koencim. Ne? Ker koencim je tisti, ki spodbuja neka srčno mišico, da lahko deluje, ne? In da se boljše počutimo. Ne? Bova sprejeli še en klic. Dober večer, kdo je z nami? Halo? Halo, se slišimo? Nekdo se je ustrašil. Dobro, mogoče bo poklical nazaj. Torej, govorili smo o koencimu Q10. Kako pravzaprav to je naš lastni encim. Mi ga v bistvu sami proizvajamo, vendar nažalost ga proizvajamo tam do 35 leta maksimum. Ne? Potem pa začne ta vrednost koencima v našem telesu upadati. Mi naj bi ga sicer lahko nekaj vnesli z mesom, z ribami, pa tudi z oreščki, ampak nažalost vse skupaj se pri 40 stopinjah se koencim izniči. Zato ga izjemno težko dobimo s hrano. Koencim deluje tako, da v bistvu vsaki naši celici mora biti prisoten, če želimo, da se hrana lahko pretvori v energijo. Največ koencima pa potrebuje srčna mišica, da lahko konstantno dela po noči, po dnevi, ker pač nikoli ne sme odpočiti, nažalost. Ne. In en taki opis ene gospe mi je bil izjemno dobrodošel. Ona je rekla, veste tako, zjutraj, ker vstanem, bi še najraje se malo usedla, da se odpočijem. Ne. Tako da zdaj rečemo tako, da to je tipičen, jasen dokaz, da je v organizmu izjemno nizek koencim. Evo, zdaj pa bo verjetno. Zdaj pa mislim, da bo tale klic. Dober večer, lepo pozdravljeni. Dober večer, lep pozdrav. Dober večer. Evo, poslušam za tiste probleme s ožiljama, zato ker jaz imam. Aha. In kakšne težave imate, gospod? Povejte. Jaz sem preživel možgansko kap 90. leta, potem ima eno 15 dni, da me hudo bolejo noge, spodaj kolena dol, ti budki grize. Aha. Verjamem. Jemljete kakšna zdravila, gospod?
Ja, imam za visok krvni tlak, pa potem za kriv aspirin 100. Zarečenje, ja. Samo to imate za tlak in za rečenje? Imam tudi za rečenje, ja, krivi, Ja. imam za visok tlak. Holesterola nimate ali tega? Nimam, samo na jetrah imam in imam te meščobe, ne vem koliko. Aha. Samo to me zanima, mene take hude to grize, kao čipa. Lahko grize, gospod... Obe na obeh noge spode kolena. Lahko grize, tudi zaradi ožilja. Dobro, vam bomo povedali, kar gledajte televizijo naprej. Bomo svetovali, poslušajte nas naprej in gledajte. Hvala lepa. Lahko noč. Lahko noč. Lahko tisto, kar smo prej rekli, da včasih potehne tudi iz tega, da mislijo, kot da imajo krče, da jih vleče cuka, lahko grize, ker to so različne bolečine, ki se pojavljajo. Jaz sem imela eno gospo, moram reči, ki si je potem rešila probleme. Ona je rekla tako, zapeklo me je, pa je žilca počela, dobesedno tako. Tako da, evo še en klic. Dobro, bomo še sprejeli en klic. Dober večer. Kdo je z nami? Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Mene zanima, jaz bi obe dve vas v studiu lepo pozdravila. Zanima me, ker jaz tudi jemljem Quicim 10. Zdaj pa, ker imam veliko operacij za seboj, pa še veliko težkih operacij me čaka in me zanima, zdravniki so mi rekli, da bolj da jemljem Quicim 50 mg, 30 je skoraj premalo za moje srce, ker imam popuščanje srca, pa me zanima, kaj mi vi na to rečete. Ja, gospa, z prve vsaj 50. Tako, vsaj 50. Ja, tako. Vam bomo opisali potem tudi ta koencim, zdaj pa itak bojo dali podatke, boste dala, pa boste dobila en naš koencim, gospa, za probati. Dobite ta izdelek domov, gospa. Mi bomo tudi sedaj predstavili, tako da hvala lepa za vaš klic in gledajte nas še naprej. Hvala vam, pa veliko zdravja vama dvema tudi želim, pa da bi... Hvala enako. Hvala. Hvala lepa. Hvala enako, ja. Lahko noč. Dobro. No, če nadaljujemo pri koencimu, ki je gospa rekla 50 mg, sigurno, sploh če imajo bilo kakšne probleme z ožiljem, pa sploh, ko gospa je rekla, da je imela operacije, pa da je še čakajo operacije, je 50 mg na dan minimalna doza, ki jo je dobro, da jo vnesajo. 30 mg je zdaj tako za tiste tam okrog 40. leta. Lahko ji še povem tako, da koencim je izjemno dobrodošel, da je v kombinaciji z A-vitaminom, E-vitaminom, pa C-vitaminom, pa če je uspe dobiti, recimo tako kot je naš tudi selen zdraven, je tisti maksimum kombinacije, ki je lahko naredijo. Ker če imamo zdraven A-vitamin, C-vitamin, pa E-vitamin, ti tukaj so kot antioksidanti, odnesejo odpadne snovi iz organizma in koencim deluje direktno na energijo. Zdraven imate tukaj v tem koencimu še 80 mg selena, kar pomeni, da spodbuja delovanje vseh žlez z notranjim izločanjem. Od ščitnice, timusa, hipotalamusa, nadledvične žleze. Celo izjemno dobrodošel je tudi pri trebušni slinavki in v taki kombinaciji se koencim izjemno hitro čuti. Zdaj imamo na tržišču več teh koencimov, ampak če so sami, niso v taki kombinaciji, se jih ne tako čuti, lahko nekaj tako rečem. Pa tudi vodotopni koencimi nimajo tistega efekta, ker se hitro izločijo iz organizma. Dobro je, da je v maščobah topen. Dobro, bova sprejeli še en klic. Dober večer, kdo nas je poklical? Dober večer. Dober večer. Dober večer. Lep pozdrav v studio. Povejte, kakšne so vaše težave? Jaz sem star 46 let, v roku 5 let sem imel 2 operacije krčnih žil, se pravi na levi in na desni nogi. Koliko gibanja imate, gospod, dnevno?
Ste se odločili za hojo? Ne, kar kolesarim veliko. A kolesarite, no super, ja, to je dobro. Je pa problem, da v teh nogah od spodaj, recimo, doskrat čutim v žilah, tako kot da bi se mi nekaj premikali, utrujene so, a ne? Lahko čutite tudi kot mravljinčenje, tudi kaj takega lahko. Ja, no, tako, no. To je tipično, rekla, kot sem prej povedala o tej gospe, no, sej lahko vas tudi, lahko nas gledate tudi na televiziji, mogoče bom zaključila tam, da boste lahko gledal, ne? Bomo predstavili izdelke. Pa puste naslov v studiu. Sem že, hvala lepa. Hvala vam, lahko noč. Kot sem prej rekla, tisto gospod, ki sem imela, ki je rekla, me zapeče, pa mi poči kapilara, ne? Ko smo potem ji dali ta Immune Power v bistvu za to prožnost ožilja in kapilar na nogah, je ona mene klicala, lahko rečem tako, enkrat, dvakrat na teden in je rekla, to se tako, kot da se mi nekaj premika po nogah, je rekla, kot da bi bila na mravljincih stala, ne. To je to zaradi tega, ker enostavno se ta kri ne more tako dobro pretakati po mikrocirkulaciji, po teh kapilarah, pa se včasih tudi vrne, kot smo rekli, ker pride to kot ena opešana zaklopka in prihaja do takih občutkov. Sploh, če gospod tudi kolesari, potem, ko se noge sprostijo, je lahko ta tip, da mu kot da se nekaj premika po ožilju, pa mravljinči, pa tudi, bom rekla, lahko tudi kaj vleče, ne. Včasih mislimo, kot da nam magnezija manjka, ne. Ampak je lahko ravno tako iz ožilja, ne. Dobro. Bova midve še na hitro tale klic prejele. Dober večer, pozdravljeni, kdo je z nami? Dober večer. Dober večer. Povejte, kakšne so vaše težave? Marija, lep pozdrav obema v studio. Tudi vam. Jaz pa imam tudi probleme z ožiljem in sicer na noga. Imam mrzle noge, me zebe, imela sem že operacijo na desni nogi ožilja. In sedaj imam po nogah takšne drobne kapilare, mislim, da mi to te žilice pavkajo. Dobro, v redu. Bomo midve odgovorili na vaše vprašanje, vi pa pustite naslov, da vam pošljemo en izdelek Q10. Poslušajte nas, da slišite odgovor, prav? Hvala lepa, lahko noč. Lahko noč. To so vse tipični znaki, ki smo jih že prej omenjali, točno kako poči kapilara, o vsakem majhnem drehljaju, ko se malo udarimo, ali pa lahko tudi čisto tako, zaradi velikega pritiska poči kapilara, kar pomeni, da ožilje ni tako prožno, kot bi moralo biti, kar pomeni jasen znak, da moramo nekaj narediti v tej smeri, ampak pri ožilju, pri koži, pri teh stvarih moramo biti vztrajni. Vse, kar delamo, moramo se zavedati, da 6 mesecev je potrebno vztrajati pri hoji, pri vseh teh stvarih in tukaj ni bližnjic, ker naše ožilje rabi toliko časa, da se obnavlja, regenerira, čisti, in vzpostavlja to svojo prožnost. Tako da jaz mislim, da smo jim danes tukaj pripravili en taki dober paket za kompletno vzdrževanje ožilja. Danes imamo midve na mizi 3 različne izdelke, če se ne motim. Ja, to so 3 različni izdelki. Q-encim smo že omenili, to je resnično 50 mg Q-encim. Zraven imate 80 mg selena, ker ga nažalost v slovenski zemlji nimamo in smo nekako vsi podhranjeni z njim. Selen je mineral, ki skrbi, da se naše celice nenapačno delijo, kar pomeni to tudi razna rakava obolenja, pa avtoimunska obolenja. Zraven imate A-vitamin, kot smo prej rekli, tudi za oči, za mikrocirkulacijo, imate C-vitamin, pa E-vitamin, vse dnevne doze, tako da je resnično sestava tega koencima, bi lahko rekli, da je vrhunska. In veliko ljudi reče, ker jaz že toliko let delam z različnimi koencimi v tem celem času, pa spremljam marsikaterega človeka in reče, sem imel že več koencimov, ko sem pa tega začel jemati, sem ga občutil.
kar pomeni občutiti, koencim pomeni resnično mora biti efektiven. Ne? Tukaj imate potem ta Immune Power, to je res tisti preparat, ki skrbi za prožnost ožilja. Noter je svetlinovo olje. Svetlinovo olje je omega-3 rastlinskega izvora, omega-6, ki deluje kot omega-3, rastlinskega izvora, deluje tako, da nam deluje tudi izjemno dobro na hormonsko ravnovesje, skrbi, da se trombociti ne lepijo med sabo in enostavno vpliva izjemno dobro na pretok krvi v našem ožilju, da kri teče brez preprek in da se ne lepi na stene. Potem imamo morski kolagen, ki je najlažje se absorbira morski kolagen, veliko lažje od živalskega in deluje tipično na prožnost ožilja, na mikrocirkulacijo oči, možgane, tudi ledvica, posod, kamor rabimo tisto najmanjšo mikrocirkulacijo in tudi na velike žile, pa tudi na vezivno tkivo sklepov, ker smo rekli, vezivno tkivo sklepov, obraz, koža in ožilje, vse skupaj je zapakirano nekako v enem takem kontekstu. Imate noter olje groznih pešk, ki smo je tudi prej omenili, izjemno dobrodošlo pri vseh teh kapilarcah, pri boljši prekrvavitvi, pri pospešeni prekrvavitvi. Eden najmočnejših antioksidantov, ki je možno. In noter imate še matični mleček. Zdaj, če vam povem, kakšna je razlika med matičnim mlečkom pa medom, veste, kakšna je razlika? Ne, mislim, da ne mislim prav. No, tako, čebela se hrani z medom, matica pa z matičnim mlečkom. In matica postane velika, čebela je boga majhna, matica ima pač veliko sposobnost reprodukcije in živi 6 let. Medtem ko boga čebela živi tam 4 mesece in sploh nima možnosti reprodukcije. Taka je razlika med matičnim mlečkom pa med medom, ker še med pa smatramo, da je super hrana. Tako da imate noter tudi kar veliko vsebnost matičnega mlečka, kar pomeni, da dviguje imunski sistem sproti in vse. Tako da, ker smo že prej govorili o dr. Mariču, ker smo mu pokazali sestavo in to je rekel tukaj pa, kar se tiče ožilja, kapo dol. Tako da ta preparat je resnično izjemno dober. In tukaj smo vam pripravili še česnovo olje, to je česen v kapsulah. Mi veliko preveč dajemo poudarka, bom rekla, na tuja zelišča, na tuje začimbe, na tuje stvari, ki delujejo protiglivično, protivirusno, protibakterijsko. Česen znižuje krvni tlak, znižuje holesterol. Pravijo, da deluje 60% napram apaurina, kar pomeni, da deluje tudi proti depresijam, proti stresom in tako naprej, protiglivično, protivirusno in protibakterijsko. Če bi mi samo eno kapsulo dnevno pojedli čez zimo, 120 jih je noter, jih imate za 4 mesece, pravijo, da bi šli mimo brez gripe, brez angine, brez prehladov. Velikokrat zdaj se cepimo za gripo, tako drugačno. Potem pride ravno en drugi virus in rečemo, ta virus pa ni bil v cepivu. Če si mi dodamo en tako kombinacijo, bomo poskrbeli za ožilje in za imunski sistem in bomo dvignili imunski sistem, da bo odporen proti vsem virusom, takim in drugačnim in bakterijam in tem stvarem. Tako da jaz resnično apeliram ljudi, da si naredijo eno tako kuro z temi preparati, lahko pokličajo resnično in bojo videli, da bo rezultat. Preparati niso tako dragi, da ne bi mogel jih človek si privoščiti. Ne vem, ta česen, recimo 17 €, ki je res nikakva cena. Vse skupaj stane mogoče ena kavica na dan, ne vem, če pride. In resnično naredite izjemno veliko dobrega za ožilje. Ožilje pa naredi izjemno veliko dobrega za kompleten vaš organizem. Tako. Se pravi,
tele 3 izdelke naročiti, uporabljati in bo redno uporabljati veliko za svoje telo. Ker pač ožilje gre na daljši rok. Tudi tisto, kar kakšen reče, se jem česa, ne morete ga pojesti toliko zaradi tega, ker vam bi škodovalo želodčni sluznici. Medtem ko v taki obliki je zadržano tisto, kar organizmu koristi in odstranili so tisto, kar pač želodcu škoduje. Tako da nimate teh stranskih učinkov. Tako da ja. Torej, naročite lahko seveda izdelke, vse predstavljene nocoj in tudi v prejšnjih oddajah na telefonski številki izpisani na ekranu. Torej, danes sva govorili o ožilju. Naslednjič bova zagotovo še našli kakšno zanimivo temo, ki jo bomo obdelali skupaj z vami. Hvala lepa vsem, ki ste nas gledali. Hvala lepa vsem, ki ste klicali, lahko boste tudi naslednjič. Torej, midve se vidiva naslednjo nedeljo. Hvala lepa za vašo pozornost in lep večer še naprej.